V jasnih dneh vaše mladosti pred vas je stopil Kristus, naš Gospod. Na čelu trnjev venec, križ na rami, izmučila ga je krvava pot. Pogledal vas je milo, ljubeznivo in iz oči je vaših nekaj bral, da ste pripravljeni iti z njim na pot, zato vas je med apostole poslal. Za mano hodi, pot je strma, križ boš nosil, kot ga nosim jaz. In trn je ostro, tudi tvoj je delež, izmučen tudi tvoj obraz. Odšla so leta, vračate se danes spet domov, da nam date svoj srebrnomašni blagoslov. Srebrno mašo boste nam zapeli
jubilejni kelih v roke vzeli. Odšli sta od doma vašo izročeno župnijo, vzeli zraven mamo, očeta in s tem spraznili domačijo. Pred leti vrnili ste nam pokojnega očeta, ki tej župniji podaril je najboljša leta. Sedaj duša vaša bo zapela, po 25 letih srebrno-mašni kelih v roke vzela. Tudi mi se z vami veselimo, zdravja, sreče in blagoslova vam želimo. Spoštovani gospod srebrnomašnik, nadekan, prijatelj in sovaščan Marjan. 25 let je minilo, odkar si bral prvo sveto mašo tu v cerkvi svete Barbare. Božja pot te najprej odpeljala v turnišče v Prekmurju, nadaljeval si v tišini, sedaj pa že 14 let uspešno vodiš župnijo Hajdina. Trdno upamo, da so s teboj zadovoljni, ti pa med njimi srečen. Odšel si, spomini nate so ostali, saj si bil zelo priljubljen, predvsem med mladimi. Kelnarje pa te imamo še danes v lepem spominu. V čast nam je, da si napredoval v nadekana in ti iz tega mesta iskreno čestitamo. Bog naj blagoslovi tvojo nadaljnjo pot, da se čez 25 let spet srečamo. Skupaj bomo prosili vsemogočnega, da se nam želje uresničijo. V imenu gospoda župnika, faranov in kelnarjev hvala, da si obnovil to sveto mašo tukaj z nami. Naj te Bog blagoslovi. Dragi Marjan, spoštovana mati, pater, pridigar, pa tudi vsi, ki ste danes tukaj v tej naši tako lepo okrašeni cerkvi. Vsak človek ima trenutke, ki so srečni, trenutke tudi, ki so žalostni. Vsak človek ima na obrazu solze ali pa smeh. In ti, dragi Marjan, danes prihajaš med nas po svoji življenjski poti, po 25 letih in naši obrazi so srečni in veseli. Tudi moj trenutek kot župnika v tej fari je danes prav tako vesel, kakor je bil pred 25 leti, ko si tukaj daroval novo sveto mašo. Ne morem kaj, da te ne bi bil za vse hvaležen, za vse, kar sem v mladosti storil, za vsak tvoj korak, za vse, kar si storil za našo župnijo, obenem pa hvaležen predvsem tvojim staršem, tvojemu očetu, bil je moja desna roka. Prosim te, jaz se ga bom spominjal pri tej sveti maši, ti pa se ga spomni kot velikega dobrotnika naše župnije. Marjan, 25 let duhovniške službe je tako rekoč polovica. Zlato mašo že nadočaka vsak duhovnik, kaj še lepo tem bisrno. 25 najlepših let je minilo, zato skljub svoji mladosti in svojemu pogumnemu koraku, ko greš še naprej v gospodovem vinogradu, obrezuj, delaj, da bo tvoj vinograd Hajdina obrodila sadove. Mi vsi,
Tako jaz, kakor vsi, ki smo tukaj v cerkvi, ti iskreno čestitamo, tudi v imenu vseh ostalih naših novomašnikov in pa v imenu naše sestre Regine. Marjan, hvala, da prideš domov po 25 letih. Sedaj pa daruj daritev, posvečuj in moli, da bi tudi naša župnija še dala kakšnega duhovnika, kakšen duhovni poklic. Iskreno dobrodošel in Bog te živi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. V vsakem času, vsaki dobi zgodovine je Bog poklical ljudi v svojo posebno službo. Ni jih izbiral kar tako, ampak po svoji modrosti, zaradi njihovih sposobnosti, še bolj pa zaradi njihove iskrene ljubezni in predanosti Bogu in njegovim načrtom. Lahko rečemo, da je Bog odkrival njihove sposobnosti in pripravljenost, potem pa jih je izbral in poklical prav zaradi sodelovanja z Božjo milostjo. Vse dobro se namreč začne v Bogu in se v sodelovanju z Bogom nadaljuje. V tem je vsa skrivnost duhovnega poklica, pa tudi skrivnost našega krščanskega poklica. V tem je tudi skrivnost poklicanosti našega današnjega slavljenca, srebrnomašnika Marjana. S hvaležnostjo smo se zbrali ob njegovem srebrnem jubileju duhovništva in hkrati tudi s prošnjo za nove duhovniške, redovniške in misionarske poklice. Zahvalo in prošnjo na začetku te svete daritve položimo na Kristusov oltar. Priznajmo, bratje in sestre, svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Sveti Oče, pred 25 leti si me pridružil Kristusovemu večnemu duhovništvu in mi brez mojih zaslug zaupal službo v Tvoji cerkvi. Prosim Te, naj bom goreč in blag v oznanjevanju Evangelija in zvest v skrbovanju Tvojih svetih skrivnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Božja zapoved je vsakemu blizu. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu: poslušaj glas Gospoda, svojega Boga, in izpolnjuj njegove zapovedi in zakone, zapisane v tej knjigi postave. Z vsem srcem in vso dušo se povrni Gospodu, svojemu Bogu. Kaj ti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ti ni predaleč. Ni na nebu, da bi mogel reči: kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči: kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. To je Božja beseda.
Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bog nam je blizu v Kristusu. Kristus Jezus je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva. V njem je namreč bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli, kakor gospodstva, tako vladarstva, kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo. S krvjo njegovega križa je namreč pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je vstal neki učitelj postave in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Rekel mu je: kaj je pisano v postavi, kako bereš? Ta je odgovoril: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, to delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: in kdo je moj bližnji? Jezus je odgovoril: neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriko in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po isti poti domov neki duhovnik, videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi Levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarja, jo dal gostilničarju in rekel: poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi, kateri od teh 3 je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je rekel: tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. In Jezus mu je rekel: pojdi in tudi ti tako delaj. To je Kristusov evangelij.
dragi in spoštovani srebrnomašnik Marjan, sosed moj in naddekan, dragi sobrat, domači župnik, sošolec, gospod Karl Vogrin, spoštovana mama, brat in sestra, spoštovani gospod župan župnije Duplek, vsi dragi gostje, sestra in vsi, ki smo se danes zbrali, prisrčno in lepo pozdravljeni. In naj bo posvečen ta današnji dan, ta naš korak, ki smo ga naredili do te lepe, čudovite cerkve, kjer smo se zbrali, da skupaj obhajamo jubilej 25 let duhovništva in mašništva. Ko smo pristopili k oltarju, smo se poklonili, poljubili oltar, kar pomeni poljubiti Kristusa, ki se daruje. In dragi srebrnomašnik, verjetno je danes prav tisti dan, ko se spomniš svojega prvega poljuba, ki si ga dal na oltar Kristusu, svoje prve ljubezni, s katero si pristopil k oltarju na dan svoje nove maše. Danes je dan, ko bi se naj spomnil, kaj pravi sveti Janez v razodetju. Angelu v Efezu piši: vem za tvoja dela, za tvoj trud, za tvojo stanovitnost. Preskusil si tiste, ki se imenujejo apostoli, pa niso. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. Ko sem na zlati poroki vprašal moža zlatoporočenca, kdaj je bil v življenju najbolj srečen, mislil sem, da bo rekel na svoj poročni dan, me je ta možakar pogledal in rekel: pater, čudno vprašanje. Danes se najbolj srečen, po 50 letih skupnega življenja v zakonu. Ne na poročni dan, ne na dan nove maše. Če si po tolikih letih duhovništva danes najbolj srečen, je to najpomembnejše za tebe in tudi za nas. Vsak poljub oltarja je poljub duhovništva. Duhovnik in oltar sta eno. Na oltar prinašaš svoje darove, svoje duhovništvo vsak dan. Vsak dan prinašaš darove svojih vernikov. In zato sta duhovnik in oltar vedno isto. In duhovništvo je v tem, da se daruje, da se razdaja in da žrtvuje in daruje. Na teološki fakulteti, je tukaj Karlek potrdil, nam je rektor in profesor, ki smo vedno rekli ata, večkrat dejal: vi boste duhovniki, ne telesniki, duhovniki, ki bi naj skrbeli samo za to, da bi bili duhovni. Ne pa za to, da bi skrbeli za svoje ugodje, svoje telo in svojo udobnost kot gospodje. Duhovnik vsak dan živi duhovno življenje, ko moli,
brevil cerkve, molitev cerkve zase in za vse svoje vernike. Ko moli za tiste, katerim je poslan. Če za nekoga moliš, potem ne moreš biti v njega osorn, ga ne moreš sovražiti, se ne moreš jeziti na njega, če se za njega moli. In če duhovnik svoje molitve obrača za tiste, katerim gre, veroučencem ali skupinam, ki jih vodi, potem bo njegova beseda drugačna, ker jih je izročil pred Bogom. Duhovnik je pa tudi mašnik. Ko dvigne posvečeno hostijo, preko nje, skozi njo vidi svoje vernike v cerkvi. Nedolžne oči otrok v naročju matere, hrepenenja ali stiske mladih, ostarele in izključene pod težo življenja. Vse te vidi, ko izreče besedo, to je Kristusovo telo. Vsem vam je to Kristusovo telo dano, se daruje. In ko pri sveti maši, pri darovanju sprejema kruh in vino, sprejema z njim tudi vaše molitve, vaše žrtve, vašo ljubezen. In ko je na vse to, kar ste vi položili na oltar, dragi verniki, posvetil z besedami, to je Kristusovo telo. Zato vidite, kakšno veličastno vlogo igra duhovnik. In zato brez duhovnika ni cerkve, ni občestva. Ko dvigne kelih, duhovnik razmišlja, ko gleda po vas, po cerkvi, naj se Kristusova kri po mojih rokah izteče v ranjene družine, ki krvavijo od sebičnosti, prepirov, nezvestobe, sovraštva. Daj, Gospod, da bom zmogel obvezati rane, pomagati zlomljenim dušam, najti besedo tolažbe. To pomeni mašnik, ki iz svojega sakramenta, mašniškega posvečenja, daruje mašo svojih vernikov in seveda posvečuje s tem sebe in vse občestvo. Srebrno mašnik. 25 let dela v Gospodovem vinogradu, kot smo že slišali, po prekmurskih ravnicah, toliko obnovljenih cerkva, učilnic, župnišč. To je lepo. Samo ljudje na to hitro pozabijo. Kakor otroci pozabijo na vse žulje, s katerimi sta starša spravila skupaj imetje, ustvarila dom, pa to tako hitro pozabijo ljudje. Ko vse to sprejmejo od staršev, pa niso niti toliko dobri, da bi za svoje starše darovali kakšno sveto mašo. Takšni smo pač ljudje. Tako da vse tisto, kar duhovnik naredi na materialnem področju, to ljudje najprej pozabijo. Sam vem, kako je to. Ko sem 14 let nosil vreče cementa, skupaj s farani gradil, betonirali, nosili malto, plezal po slemeno strehe, ki jo je neurje razkrilo, pa nisem našel od Maribora do Varaždina človeka, ki bi splezal na sleme. Delala se velika škoda, potem sem sam splezal na sleme in ko so ljudje to videli, so prišli domačini za menoj, ker jih je malo sram. In ko sem pred kratkim ob jubileju cerkve so delili priznanja, so jih dobile čistilke, vsi mojstri, ki so jih zelo dobro plačali, pozabili.
so na nekoga. In ta pozabljivost je mene še bolj utrdila, da delam z večjim navdušenjem in veseljem, ker ne delam za priznanje ljudi, ampak iz globokega prepričanja, da me Bog poklical, da gradim Božje kraljestvo. Verjetno se je tebi tudi že kaj takega dogajalo, dragi srebrnomašnik. Vračali smo se z pogreba mladega duhovnika. Pred menoj so šli ugledni možakarji iz pokopališča. Za njimi sem slišal njihove pogovore. Bil je dober gospodar, je rekel eden. Drugi je rekel, kako se je razumel vse gradbene posege. Bil je pravi stručko in zelo razgledan je bil. Spet drugi pa je dodal, meni se zdi, da je bilo najvažnejše to, da je bil zelo dober in iskren človek. Dragi bratje in sestre, mislim, da je to tisto zadnja beseda. Ostati tudi kot duhovnik dober in iskren človek. Človek med svojimi brati in sestrami. Človek, ki mu ljudje lahko zaupajo. Človek, ki mu ljudje vedno lahko iskreno pogledajo v oči in on njim. Ob tem se spomnim nekega misijona, ki je bil nekoč na Ptujski gore. Misionar, pater jezuit, je v petkih navadno bil spravni dan. In ko je govoril o spravi, kako si moramo ljudje med seboj odpustiti, in je pridigal že dolgo časa od odpuščanja, kako je sedaj trenutek, ko si moramo odpustiti, pa se je misionar najprej obrnil na župnika. Rekel, vi kot gospod župnik, prijetno boste dali zgled svojim vernikom. In ga je vprašal, ali odpustite svojim paranom. Ta je rekel, ne, bil je Gorenc. Zopet jezuit pridiga, govori o Božjem usmiljenju, o Božji ljubezni, da zaradi Boga moramo odpustiti. In je ponovno potem speljal vprašanje, gospod župnik, pa vendar boste odpustili svojim paranom. Župnik je zopet rekel, odločno, ne. Nastala je grobna tišina v cerkvi. Misionar ni več vedel besed najti. Ampak je zopet začel, ponovno, rotivaš pri Bogu, Božjem usmiljenju, da vendar odpustite svojim paranom. Pa vas vprašam zopet, ali odpustite? Župnik pa je rekel, ne odpustim, ker nimam kaj odpustiti. Ljudje so se oddahnili. In blago duhovniku, župniku, ki nima kaj odpustiti, ki ni na koga jezen, ki nima sovraštva do koga, ampak je vse ljudi ima rad. Tiste otroke, ki prihajajo k njemu, mlade, da v duhovniku začutijo, da jim je oče, pri katerem bodo našli pravo besedo, ob katerem bodo našli zgled trdnosti, pokončnosti, kar pri mnogih očetih, nažalost, več ni. Blago duhovniku, ki bo rekel ob koncu življenja, nimam kaj odpustiti svojim vernikom. Tebi, dragi srebrnomašnik, pa želimo, da bi v polnosti živel svoje duhovništvo in da bi vsak dan, ko poljubiš oltar, poljubil tudi svoje duhovništvo in se zahvalil Kristusu, da te je poklical za duhovnika. Amen.
Verujem v enega Boga, Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodnega Sina Božjega, ki je začeta rojen pri Cerkvi in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega Krista z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi, zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, ki so telesil po Svetem Duhu, iz Marije Device, je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen, in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, prišel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in iz Sina, in Sinom molimo in slavimo, je govoril o prerokih, Dragi bratje in sestre, ko smo danes zbrani v naši cerkvi o Božjem oltarju in obhajamo srebrno svetomašo, prosimo Gospoda. Dobri Oče, posveti naše duhovnike, redovnice in vse apostolske delavce in pomnoži jih v število, da bodo z besedo in zgledom uspešno učili in vodili Tvoje izvoljeno ljudstvo. Pomagaj staršem in vzgojiteljem, da bodo s pravilno vzgojo oblikovali zdrave krščanske osebnosti tiste, ki jih kliče svojo posebno službo. Pomnoži v naši mladini s posebnimi milostmi duha velikodušnosti, odpovedi in požrtvovalnosti, da se bo pogumno odločala tudi za duhovne poklice. Sprejmi naše trpljenje, posebno pa trpljenje naših bolnikov doma in po bolnišnicah, da bodo iz teh žrtev zreli novi duhovniški, redovniški in misionarski poklici. Podpiraj naše semeniščnike in bogoslovce, da se bodo dobro pripravili na svojo odgovorno službo. Podeli rajnemu župniku Josipu Potočniku, mojemu rajnemu očetu in vsem faranom tukajšnje župnije, ki si jih poklical po plačilo, večni pokoj in neminljivo srečo v svoji ljubezni in slavi. Gospod Jezus, Tvoja družina smo, Tvoji učenci in prijatelji. Uslišite naše prošnje, da bomo živo čutili Tvojo navzočnost in ljubezen zdaj in vekomaj. Amen.
sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok in čast svojemu imenu, svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, opravljamo ti hvalno daritev, da bi ti vedno bolj goreče služili. V svoji dobroti dopolni, kar si vsakemu izmed nas podelil brez naših zaslug. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In s tvojim duhom Kvišku srca. imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina, zedinjena v tebi, trojedinem Bogu, blestela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha, v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire.
se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Francem, nadškofom pomočnikom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Gospodovi molitvi bomo med drugim prosili: pridi k nam tvoje kraljestvo. Kraljestvo, v katerem se bodo lahko naša tako majhna in tesna srca, ki večkrat žive samo zase, za svojo udobnost, včasih za svoje nizke in kratke užitke, morda za svojo čast in za svoj žep, spremenila in odprla za duhovne in moralne vrednote. Z molitvijo se sedaj povežimo med seboj in z Bogom. Oče naš, Ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni krščanskega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vsemi vami. S tvojim duhom. Jezus nam je dal zapoved ljubezni. Razširil jo je od ljubezni do Boga na ljubezen do bližnjega. Sprejmemo to zapoved tudi v svoja srca. Odpustimo si napake in si v znak ljubezni, ki prihaja iz srca, podajmo roke. Pozdravljeni, gospod.
Poglejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Kristusova kri me navarja celosto življenje. Gospod, danes se mnogi samozavestno razglašajo za vodnike ter obljubljajo poceni odrešenje, a so v resnici zvodniki in zapeljivci. Gospod, varuj nas samozvanih vodnikov. Gospod, naj vsi, ki so poklicani, iščejo milosti za svoje poslanstvo, daritvi svete maše in čaščenju Tebe v najsvetejšem sakramentu. Gospod, zahvaljujemo se Ti za vse v duhovnih poklicih, ki so iskreno pobožni ter zvesti in se vedno oklepajo le Tebe. Gospod, duhovni poklici med nami pomenijo Tvoj blagoslov in navzočnost molitve med nami. Naj nam nikoli ne zmanjka Tvoje navzočnosti, ki prihaja k nam po duhovnih poklicih. Zahvaljujemo se Ti, Gospod, za vse molitve in za ves blagoslov, ki prihaja k nam po duhovnih poklicih. Amen. Molimo. Nebeški Oče, ob 25. obletnici svojega mašniškega posvečanja sem Tebi v slavo in zahvalo z veseljem obhajal svete skrivnosti naše vere. Daj mi, da bo vse moje življenje daritev, ki jo pri oltarju skrivnostno opravlja, po Kristusu našem Gospodu. Danes je 15. navadna nedelja.
Pri nas srebrno mašo rojaka Marjana Fesl, župnika na Hajdini. Godovi v tem tednu, jutri Mohor in Fortunat, v torek Henrih, v sredo Kamil, v četrtek Bonaventura, v petek Karmelska mati Božja, v soboto Aleksij. Svete maše vsak dan zjutraj ob 7:15. Jutri po namenu. V torek za pokojnega Jožefa, Marijo, Alojzijo in stariša Šabedar. V sredo za pokoj vseh tistih, za katere ste na dan vseh svetih darovali in vse vaše rajne. V četrtek za pokojnega Leona in Alojzijo Krajnc, obletnica smrti. V petek za pokojno Jožefo Eder in Feliksa. V soboto za pokojnega Ivana Kapun in stariše Soko Kapun. Nedelja danes teden 16. navadna. Pri nas krstna nedelja. Ob 8. uri sveta maša za farane, ob 10. uri mladinska sveta maša s krstnim bogoslužjem za pokojnega Janeza in Antonijo Jurša in stariše Kolarič. Ta teden sem tudi dežuren pri svetem Martinu, ker župnika tam ni doma. Sprejemam svete maše do oktobra. Prosim, vzemite slike in kasete od Birme. Ta teden začnemo delati snegobrane na cerkvi, kjer sedaj ni otrok, da bi hodili mimo v šolo. Je pa to nujno treba narediti, saj sem bil prijavljen na policijo. Ob koncu se bi danes iskreno in prisrčno zahvalil najprej tebi, Marjan, da si našel čas, ker je znano, da te nimaš nikoli sajta, torej da si najdel čas in prišel domov. Hvala za to daritev svete maše. Upam, da smo se oba iskreno spominjala tvojega očeta. Sedaj pa se zahvalim našim kelnarjem, tistim, ki so ti stregli na novi maši. Oni so ti pripravili sedaj pogostitev zunaj cerkve, zato vas prosim, da ostanete in se skupaj z srebrnomašnikom veselite. Srebrnomašnik bo delil sedaj podobice in sicer boste prihajali tukaj spredaj, po tej strani gor, potem vam bo dal podobico, vi pa dajte njemu primeren dar. Jaz ne bom nič kraj vzel, brez skrbi bodite, tako da lahko mirno date, kar mislite. Ne bojte se, da mu ne bi dal. Vse, kar dobi, ima on, ker mora potem plačati kosilo, se razume. Jaz nimam dohodkov in nimam izdatkov. Torej, potem pa skozi zakristijo ven, zunaj vas pa čakajo torej dobrote, ki so jih pripravili kelnarji od tvoje nove maše, vendar je sedaj svežo, ni od takrat. Ne bo kdo mislil, da še imamo od takrat, ker sem jo novo mašal. Potem hvala cerkvenim pevcem in vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Ena oseba je, ki je največ pomagala, vozila zraven kruh, pa še eni tisti, ki imajo kombi zunaj, ne bom po imenu imenoval, torej tem še pa posebej Bog povrne. Hvala tudi sestri, da je prišla in si vzela cajt, da je prišla domov, se ona rada pride. In pa hvala vsem vam, ki ste danes prišli, da se vsaj stole napolnili, vse naših faraonov ni. Hvala Bogu, imam tako župnijo, da gre vse na dopuste, mi imamo dovolj denarja, noben ni doma, vse je na dopustih, vse je na morju in tako pač ni toliko ljudi, kot smo pričakovali. Sedaj še te prosimo, da daš blagoslov, oziroma meni, da še imaš kaj zapovedati.
novomašnik, bod pozdravljen, od Boga si nam poslan. Tako je pred 25 leti v tem svetišču odmevala pesem novomašnikov pozdrav, ko sem z domačim župnikom Karlom Vogrinom, novomašnim pridigarjem, naslovnim škofom Vekoslavom Grmičem, sobrati duhovniki, starši, sestro in bratom, starim očetom, ceremonierjem Jožetom Turkom in kelnerji vstopal v domačo župnijsko cerkev, kjer me je sprejela množica domačih vernikov in ljudi, ki so prišli na slovesnost nove svete maše. Danes, po 25 letih, ko se je slišala pesem Srebrnomašnik, bod pozdravljen, sem v duhu podoživljal svoj novomašni dan. Kakor takrat, tudi danes z zahvalo v srcu in na ustnicah, z zahvalo in v zahvalo živim in mnogim pokojnim, ki me ali so me spremljali na moji 50-letni življenjski in 25-letni duhovniški poti. Prva zahvala pa gre seveda Bogu, ki me je po plemenitih, preprostih in globoko vernih starših priklical v življenje. Ob očetu in mami, ob sestri in bratu, ob starem očetu, ob župniku Josipu Potočniku, predvsem pa ob župniku Karlu Vogrinu, sem prisluškoval Gospodovemu klicu, ki me je vabil na pot duhovništva. Odzval sem se klicu in tako pred 25 leti po polaganju škofovih rok v zavesti svoje nebogljenosti in majhnosti pred tako vzvišenim poslanstvom stopil v brazde slovenske zemlje, da bi kot sejalec sejal seme Božje besede v človeška srca. Na to pot mi je Gospod pošiljal dobre sobrate v duhovniški službi ter čudovite ljudi, najprej v moji rojstni, tukajšnji župniji, nato pa v Turnišču, na Tišini in sedaj že 14 let na Hajdini. Bogu hvala za vse te ljudi, s katerimi sem lahko del svoje življenjske in duhovniške poti prehodil skupaj. Posebno zahvalo bi rad danes izrekel vam, dragi moj domači župnik. Saj samo Bog ve, kakšna bi bila moja pot v življenje, če vas ne bi 2 leti pred mojo odločitvijo za nadaljne šolanje pot pripeljala v mojo rojstno župnijo. Hvala vam tudi za to, da smem danes v domači župniji obhajati svoj srebrnomašni jubilej. Danes želim izreči posebno zahvalo mojemu srebrnomašnemu pridigarju, patru Tarziciju Kolenku, za njegove globoke misli in bogate besede, ki jih je polagal v naša srca. Bog povrni. Bog povrni tudi sestri Hermini Nemšak za njeno pričujočnost tukaj, saj na nek način v duhu predstavlja vse duhovne poklice iz te župnije. Vsi trije duhovniki so se namreč zaradi zadržanosti opravičili. Težko je dobiti zamenjavo za župnijo, kajti vemo, kako veliko pomanjkanje duhovnih poklicev je. Ob tem, ko se zahvaljujem
čeprav je že gospod župnik izrekel zahvale, pa bi vendarle rad tudi sam izrekel zahvalo vsem za pozdravne besede in izrečena voščila. Zahvala cerkvenemu pevskemu zboru in zborovodkinji te organistki Jožici Weingerl za obrano odpete pesmi. Zahvala tajnici Župnijskega pastoralnega sveta Jasni Medved in vsem, ki ste se vključili in sodelovali v pripravi na današnjo slovesnost, vključno z okrasitvijo cerkve in seveda pogostitvijo, ki ste jo pripravili po maši pred cerkvijo. Zahvala kelnarjem, ki ste se po 25 letih ponovno zbrali za današnjo slovesnost. Zahvala Maksu Beraniču za molitev pred sveto mašo. Zahvala ministrantki in bravcema. Zahvala frajtonarjem iz Kungote pri Ptuju. Zahvala SIP TV in Fotolaura, da bo slavje ostalo posneto in fotografirano. DVD o tej slovesnosti si lahko naročite po sveti maši, cena 12 €. Globoko hvaležen pa sem predvsem vsem tistim, ki moje poslanstvo spremljate z molitvijo. Tudi sam vas v svojih molitvah izročam Bogu. Ob koncu hvala in pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnjega slavja. Poseben pozdrav namenjam županu in poslancu Republike Slovenije, gospodu Janezu Ribiču s soprogo, direktorju občinske uprave občine Duplek, Franco Bebru s soprogo, kakor tudi podžupanu občine Hajdina, gospodu Janko Mercu s soprogo. Nenazadnje pa Bogu hvala za vse, kar smo ob današnji slovesnosti doživeli kot ena družina. Na srebrnomašno podobico, ki jo boste prejeli ob koncu te slovesnosti, sem dal zapisati geslo: Poveličujte z menoj Gospoda, njegovo ime vsi skupaj slavimo. Naj bo to naloga, na katero nikoli ne pozabimo. Z veseljem, dragi vsi prisotni, svojim življenjem poveličujmo Gospoda, slavimo ga, bodimo v njegove priče v prostoru in času, v katerem živimo. Opravičimo svoje življenje s tem, da bomo naredili to, kar smo slišali v današnjem evangeliju. Pojdi in tudi ti tako delaj. Namreč v vsakem človeku glejmo svojega bližnjega, glejmo brata in sestro. Tebe, Boga, hvalimo.
dragi bratje in sestre, kmalu bomo slišali duhovnikov pozdrav, pojdite v miru. To ne pomeni, odslej ste prosti do naslednje svete maše. To pomeni, da smo prav vsi, najprej duhovniki, potem pa vsak vernik poslani, da to, kar smo prejeli pri daritvi svete maše, ponesemo s seboj v življenje in da obogateni skrivnostmi vere prinašamo ljudem Kristusa. Morda bo že danes kdo v podobni situaciji, v kakršni so se znašli duhovnik, levit, samarijan. Kaj bomo naredili? Katero vlogo bomo sprejeli? Ali bomo šli mimo nekoga, ki potrebuje prijazno in toplo besedo, morda stisk naše roke, morda le prijazen pogled in nasmeh, morda celo potrebuje kaj več? Kdo je moj bližnji? Je spraševal. Ali ne sprašujemo tega velikokrat tudi mi? Ali pa se morda celo tako obnašamo, kakor da ne bi vedeli, da je naš bližnji vsak človek? Danes, ko obhajamo tudi god svetega Benedikta, ki je svojim geslom moli in delaj zaznamoval civilizacijo zahodne Evrope, žal je ne zaznamuje več danes, ker je človek pozabil na Boga, na molitev, marsikdo pozabil celo na delo. In vendarle, bratje in sestre, prav o pravilni povezanosti med duhovnim in materialnim, med povezanostjo z Bogom in človekom, med molitvijo in delom, bomo mogli temu prostoru in času, kot sem dejal, prinesti vse tisto, kar človek danes potrebuje. Bodimo pričevalci Jezusa Kristusa, teh večnostnih vrednot, ki jih je Kristus tako preprosto polagal v srca svojih sodobnikov in jih polaga danes tudi v naša srca. Zato, draga sestra, dragi brat, pojdi in tudi ti tako delaj. Imej odprte oči za bližnjega in ob tem ne pozabi na tistega, ki ti daje življenje in moč, da lahko storiš kaj dobrega, ne le zase, ampak tudi za druge. Naj nas v tem prizadevanju spremlja njegov blagoslov. Gospod z vami. In duhom. Vsemogočni Bog naj vas v svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Amen. Vedno naj vas hrani z nauki vere in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala.
Božji sin, ki na veke kraljuje. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na veke kraljuje. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi, ki niso težke. Kajti vse, kar prihaja od Boga, premaga svet in zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na veke kraljuje. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na veke kraljuje.